Dobro jutro vsem skupaj in dobrodošli. Zelo vesela sem, da sem tukaj, da lahko govorim pred tako številnim in raznolikim občinstvom. In zelo vesela sem, da ste pokazali takšen interes, da je toliko različnih deležnikov tukaj. In zato sem polna upanja, da imamo skupen interes tukaj v Sloveniji pri preprečevanju tega problema. Žal moram povedati, to kar samo se predvaja, no, to je zanimivo. Prav tako pa mi je žal, da nisem ničesar pripravila, da bi povedala v slovenščini, tako da ne morem slediti svoji predhodnici, ampak rada pa bi vam vseeno predstavila oziroma se zahvalila današnjim gostiteljem Toniju in Andreju za povabilo, da lahko danes tukaj spregovorim pred vami. Tukaj sem zato, da bi vam predstavila pobudo, ki je nastala pred 3 leti. In z kar zanimivim naslovom mednarodne skupine pri preprečevanju spolne zlorabe otrok. To ni edini del mojega dela in predstavila bom tudi še svojega sodelavca, profesorja Parkinga, in drugo kolegico, ki dela na tem področju v Združenem kraljestvu že 3 leta. Mednarodna delovna skupina o najboljših praksah pri upravljanju in preprečevanju spletnega nezakonitega vedenja. In podlaga za to naše delo je konferenca leta 2014. In s svojimi kolegi smo nekako začeli z delom na tej konferenci, kajti ugotovili smo, da gre za problem, ki ga je zelo težko obvladati, se pravi to nezakonito spolno vedenje. In tako smo zbrali skupaj naše izkušnje in priznavamo, da obstajajo zelo uspešni ukrepi, predvsem na ravni organov pregona v zadnjih 20 letih. Obstaja tudi veliko uspešnega interveniranja, usposabljanja, kot je recimo, ko so preventivni programi v Sloveniji. Prav tako je zelo pomembna mreža InHope, ki se ukvarja z gradivom spolnih zlorab otrok. Toda čutili smo, da nekaj manjka. In to je pomanjkanje koordiniranega pristopa, s katerim bi se spopadali z vedenjem, ki je nekako temelj spolnega izkoriščanja otrok. In skozi leta smo spoznavali, da je ta problem vse bolj kompleksen in o tem bom še spregovorila. V temu so pripomogli seveda telefoni, pametni telefoni in tudi dejstvo, da imajo otroci bolj ali manj prost dostop do spleta, ki seveda prinaša čudovite stvari, pa tudi slabe, še zlasti tistim otrokom, ki so bolj ranljivi. In tako smo čutili kot skupnost psihologov in kliničnih psihologov in s pomočjo mednarodnih organizacij in forenzikov smo čutili, da obstaja neko veliko akademsko in klinično znanje, praktične izkušnje na področju preprečevanja spolne zlorabe in tako smo ustanovili mednarodno delovno skupino pod okriljem konference, kajti želeli smo nekako bolj izpostaviti ta problem v mednarodni skupnosti strokovnjakov, akademikov, ki delajo z spolnimi prestopniki. In to znanje in izkušnje smo želeli nekako uporabiti v tej naši skupini in potem sodelovati z deležniki na področju izobraževanja, sodstva, potem organov pregona in vseh sektorjih, ki imajo interes pri upravljanju
tega vedenja. In tako smo želeli nekako prepoznati, kakšni so izzivi, kako biti bolj učinkovit pri upravljanju oziroma obvladovanju tega vedenja. In prav tako smo želeli videti, ali lahko dobro prakso prenesemo na druga področja in se torej pomakniti proti temu, da bi naša politika temeljila na dokazih in praksi. In to je torej temeljni cilj oziroma podstat naše mednarodne delovne skupine in danes bi vam rada povedala nekaj o naših posvetovanjih, ki so se odvijala v zadnjih 3 letih in vam tudi prikazati ključne izzive in ključne zahteve, ki obstajajo in ki smo jih artikulirali na področju izobraževanja, policije, sodstva, se pravi vseh relevantnih sektorjih. Prav tako pa bi vam radi opisali naše prihodnje delo, ki ga načrtujemo pod okriljem naše mednarodne delovne skupine. Torej, kdo smo? Povedala sem vam, kdo sem, tukaj je moj mail in to sta moja kolega. Profesor Derek Perkins je klinični in forenzični psiholog. Številna leta je že delal v zaščitenih bolnišnicah, delal tudi v West London Mental Health Trust. Prav tako pa je tudi član Royal Holloway University of London. Druga kolegica je pa Hannah Meridian, doktorica, je višja predavateljica in klinične in forenzične psihologije na Univerzi Lincolnu v Združenem kraljestvu. In zelo jih zanima, kako razumeti poti, ki jih uberejo storilci, da postanejo potem storilci spolnega prestopništva. In vemo recimo, da nekateri ljudje preprosto prenehajo s kršitvami in torej zanimajo jih ta vprašanja, se pravi, kako se obnašajo storilci in delajo pod okriljem tudi naše delovne skupine. Sedaj bi vam rada predvajala posnetek, kratek posnetek. To je iz poročil britanske mreže BBC, oziroma kratek izsek, ki smo ga videli pred 2 tedni. To vam kažem zato, ker je moj kolega bil v tem videu, ampak ne zato zgolj zaradi tega, ker je bil Derek v medijih, ampak tudi zato, ker to prikazuje javni odziv na te novice, kaže na izzive tega, kako razumeti spletno izkoriščanje otrok in tudi kaže na izzive, s katerimi se srečujemo, ko želimo uvesti neke pomembne programe na tem področju. Vedno začnem na isti način in tudi končam. Ne glede na to, kako neokusno je to vedenje oziroma kako ga ljudje dojemajo, če želimo zares zaščititi otroke, potem nam mora biti vsem skupen cilj primarna preventiva, se pravi tista prvotna. Sem pedofil, ampak mislim, da sem normalen. Šel sem na univerzo in imam službo. Ta človek je v svojih 20 letih in je pedofil, ki ni v direktnem stiku z otroci. Začel sem se zavedati svojega stanja, ko sem bil 13 let star. Govoril sem o deklicah, mislil sem pa na fante. In ne bi želel uničiti življenje nekoga druga. In kdo te privlači? Ja, privlačijo me ljudje, ki so stari 15 let, ampak vse manjši, kot so, vse bolj me privlačijo. Ne razmišljam o malčkih na seksualen način, ampak želim videti, da so srečni. Nekateri ljudje bodo to gledali in jim bo zelo težko to spremljati. Pa mislim, da to ni tako zelo noro. Kajti pravzaprav si želim osrečiti otroke in se prepričati, da so varni.
Mislim, da so pedofili zgolj stari ljudje in mislim, da jaz nisem takšen, ampak potem sem želel to skriti in morda ignorirati, se pretvarjati, da tega pravzaprav ni in pač se ukvarjati s svojo šolo. Prijavna točka v Združenem kraljestvu se ukvarja z potencialnimi prestopniki. Narediti moramo veliko več, da bi storitve postale bolj dostopne tistim ljudem, ki še niso zagrešili spolnega prestopništva, ampak ki se s tem soočajo. Pravzaprav je lažje preprečiti nastajanje spolne zlorabe, kot pa potem šele pobirati delce, ki so ostali. To je zelo neprijeten video. Resničnost je pač taka, da terapevti, ki se s tem ukvarjajo, kot ta fundacija v Združenem kraljestvu in tisti, ki delajo v podobnih preventivnih organizacijah, to je povsem običajen problem. Obstaja veliko posameznikov, ki so v naši skupnosti, ki jih ne zajamejo organi pregona in ki se še vedno spolno zanimajo za otroke. Kot družba imate dve izbiri. Lahko ignorirate dejstvo, da ti posamezniki obstajajo in da se borijo s svojimi mislimi in lahko jih pustite, da se ukvarjajo s tem pa seveda tvegate, da bodo tudi delovali v skladu s svojimi nagoni in spolno zlorabili otroke. Ali pa lahko razvijate, tako kot v Združenem kraljestvu in v drugih delih, vzpostaviti službe podpore, ki se ukvarjajo z takšnimi ljudmi, ki še niso ravnali v skladu s svojimi nagoni in jih naučite, kako naj se obvladujejo in ne kršijo. Javen odziv je bil zelo zanimiv na ta posnetek in tukaj vam kažem primere iz Twitterja. Lahko si predstavljate, kakšna razprava se je razvila, akademska je bila. Derek je torej sodeloval v tem procesu in preprosto je navedel nekaj jasnih dejstev, ki so povsem znana klinični skupnosti, ki se nanašajo na preventivnosti, da je recimo pedofilija neka duševna motnja, da obstajajo ljudje, ki ravnajo v skladu s svojimi nagoni in da gre za zelo raznoliko populacijo, s katero se ukvarjamo. Tukaj lahko vidite, da je bil odziv kar precejšen na prispevek Dereka, ki je bil objavljen tudi na Twitterju. In odzivi so bili takšni. Nekateri so predlagali zdravilo za pedofile, nekateri so recimo predlagali usmrtitve in podobno. Prav tako pa so bili tudi drugi, ki so bili veseli priložnosti javne razprave o tej problematiki. Tukaj recimo nekdo pravi, da je to zelo dobro, da moramo imeti odprto razpravo, kar seveda ne pomeni, da to podpiramo takšno vedenje, ampak samo priznavamo, da ta problem obstaja in da nekaj moramo narediti, da bi preprečili, da bi stvar se stopnjevala in škodila otrokom. Tukaj pa imamo še eno še zanimiv komentar. Vidimo tukaj osebo, ki je preživela spolno zlorabo in pravi, poslušati moramo takšne zgodbe teh moških in žensk, razumeti moramo več o njihovih interesih in prav tako moramo slišati in se učiti in tudi izobraževati o tej problematiki. Tudi Dereka so obtožili,
Gre za tukaj so ga označili z besedo, ki pomeni pedofila in tudi nekdo je omenil, da Derek izgleda kot pedofil, kar je zanimivo, ampak tukaj je še en komentar, ki je zadev žebljico na glavico te težave. In ta posameznik je rekel, da je problem z politiko varstva otrok je ta, da ne temelji na dokazih v Združenem kraljestvu. Se pravi, ne upoštevamo prakse oziroma ne upoštevamo dokazov. Seveda ni vedno tako. Velikokrat vidimo razne strategije, ki so uspešne, ki temeljijo na dokazih, ampak še vedno pa nimamo ocene kakovosti naših intervencij in preventivnih programov. In mislim, da to govori v prid naši delovni skupini. Gre za zelo zmedeno področje. Pred 20 leti smo imeli problem gradiva, posnetkov spolne zlorabe otrok. Bilo je veliko zmede pri tistih, ki so se ukvarjali z preventivnimi dejavnostmi, kaj to pomeni, ali so ti ljudje drugačni, ko gre za spolno zlorabo otrok. Ali je razlika med tistimi, ki samo širijo takšne posnetke in tistimi, ki dejansko neposredno zlorabljajo otroke. Nekateri recimo samo gledajo posnetke spolne zlorabe, ampak ki se uprejo svojim nagonom, nekateri drugi pa tisti, ki so zelo deviantni, ki neposredno zlorabljajo otroke, tisti, ki gledajo posnetke oziroma tisti, ki počnejo oboje, se pravi, gre za zelo raznoliko skupino. In v zadnjih 15 letih pa vidimo tudi porast socialnih, družabnih omrežij, dostopa do interneta in seveda se je ta razvoj zgodil zelo hitro in žal opažamo vse večjo vključitev otrok pri produkciji, pri nastajanju takšnih posnetkov. Pri nekaterih gre za kriminalno početje, pri drugih pa gre za izmenjavo slik ob privolitvi. In rezultat teh trendov je ta, da imamo tukaj zelo zmedeno javno razpravo in tudi zmeden zakonodajni in prostor politike. Veliko smo govorili o hiperaktivnosti na zakonodajnem področju, še zlasti v Združenem kraljestvu. Imamo toliko različne zakonodaje, toliko različnih zakonov v zadnjih 15 letih v Združenem kraljestvu, ampak še vedno ne vemo, kako učinkoviti so. Toliko politik imamo, ampak ne vemo, ali temeljijo na dokazih. In kar smo mi želeli narediti znotraj naše delovne skupine, je, da smo skušali vnesti vsaj nekaj jasnosti na to zmedeno zakonodajno področje. Se pravi, želeli smo vnesti nekoliko prakse. Danes vam bom govorila torej o podstati naše mednarodne delovne skupine, o ciljih skupine, potem o dveletnem obdobju posvetovanja. Prav tako pa bomo govorili tudi o ključnih zaključkih mednarodnega posvetovanja, ki je potekalo leta 2016 v Delfiju. Gre za metodologijo, ki se uporablja kot pri vzpostavljanju mednarodnega konsenza na nekem strokovnem področju. Prav tako bomo govorili tudi o naslednjih korakih naše delovne skupine. Se pravi, ko govorimo o izvoru oziroma nekakšnem skupnem imenovalcu našega početja, se soočamo z ključnimi izzivi v zadnjih 20 letih. Z obsegom tega početja vidimo vse več medijskih poročanj o recimo zasegu spletnega gradiva. Soočamo se tudi z posnetki, z predvajanjem v živo spolnih zlorab otrok ali v Združenem kraljestvu, ali na Irskem, ali na Tajskem, ali na Filipinih, kjerkoli.
Prav tako smo videli povečanje, kar zadeva odziv na to težavo. Ko se je ta izziv pojavil, je bil to pojav, ki je bil problem kazenskega pravosodja. In seveda prvi odziv mora biti na ravni organov pregona. In ti organi so bili seveda izjemni, kar zadeva njihov napredek. Prav tako pa vidimo tudi odziv stališča vsebine, se pravi, zagotoviti je bilo treba, da javnost nima dostopa do takšnih problematičnih vsebin. Prav tako pa je tu pomembno sodelovanje z organi pregona in tudi z ponudniki spletnih vsebin. Se pravi, tukaj je tudi pomembna preventiva v šolah. In tukaj smo videli zelo veliko delo strani Evropske komisije, ki je na tem področju bila zelo zavzeta. Toda kaj manjka tukaj, je poudarek na oceni, na obravnavanju, na obvladovanju tega vedenja. In če primerjamo mednarodno področje, je zelo malo pobud, ki se ukvarja z vedenjem. In posledice so takšne, ki jih poznate vsi tukaj. Imamo vse več prijav o posameznikih, ki imajo dostop do posnetkov spolne zlorabe, ki jih tudi snemajo s spleta. In ta problem seveda povzroča velike strukturne spremembe, izzive oziroma težave, kar zadeva obsega zadev, ki jih želijo organi pregona procesirati. Prav tako pa se tako pojavlja veliko breme na strani organov pregona, učiteljev, potem delavcev, ki delajo v javnem zdravstvu, ki morajo sprejemati tvegane odločitve, dostikrat pa imajo zelo malo informacij. In ne vedo, kako se najbolj učinkovito odzvati na težave. In to pa seveda za sabo povleče različne posledice na področju varstva javnosti. Vesela sem, da lahko rečem, da smo v zadnjih 15 letih opazili veliko povečanje znanja na tem področju, na področju varnosti na internetu in tveganj, pa tudi kar zadeva razumevanje spletnih kršiteljev. In veliko tega znanja je razpršenega, zelo malo izmenjave znanja je med relevantnimi sektorji. In ljudje pogosto delajo v osami. Vem, da je to nekako razumljivo, zato ker vsi imamo toliko dela. Imamo sicer takšne dogodke, kot je ta današnji, in pridemo skupaj, ampak zelo malo platform obstaja, na kateri bi lahko izmenjavali naše podatke, naše zamisli in da bi se pogovarjali o tem, kaj potrebujemo. In tega torej ni še zaenkrat. Prav tako pa je pomembno še to, da pogosto ti podatki niso dostopni tisti, ki morajo sprejemati tvegane odločitve, kar zadeva recimo kršitelje. Kar je pomembno tudi to, da se posamezne države razlikujejo glede na to, kako se odzivajo na te probleme, kakšno izobrazbo imajo in kakšna sredstva in kakovost odziva organov pregona. Kot sem že povedala, naša izmenjava znanj poteka na ravni akademskega sveta ali organov pregona in zelo malo priložnosti je, da bi se to znanje prelilo iz enega sektorja v drugi. Torej, cilji naše skupine želimo narediti neko platformo. Radi bi, da smo bolj učinkoviti, da bolje upravljamo z preventivo. Za nas je zelo pomembno,
da imamo veliko interesa, veliko individualnih projektov, ki grejo včasih v drugo smer, ampak želimo si biti usmerjeni k skupnemu cilju in imeti kakovostne projekte. Tudi če imamo akademski pristop, želimo usmerjati mednarodne raziskave, imeti skupno agento in usmerjati tiste, ki delajo s žrtvami in storilci in razumeti, kje so luknje v našem znanju, da bi seveda imeli učinkovito posredovanje, kako lahko vse to akademsko znanje prenesemo, da bo bolj dostopno v praksi. Torej, kako izboljšati praktične politike. Radi bi ustanovili platformo in izmenjavo tega znanja. Torej, ne gre za strokovnjaka, ki bo doma sedel v svoji sobi in odločal o tem, ampak želimo imeti orodja, ki bodo ocenila tveganje. Moramo se dejansko povezati s tistimi, ki v praksi delajo z žrtvami, z storilci in mi, to je naše delo kot akademiki, kot psihologi. In da bi to naredili, smo vzpostavili svetovanja z organi pregona, z sodstvom, izobraževanjem, zdravstvenim sektorjem, kot sem že omenila. Imeli smo več konferenc, svetovanj. Tukaj vidite datume, septembra 2014, ko je bila naša delovna skupina ustanovljena na JACA konferenciji v Portu, potem v Londonu, s podporo organizacije o otroški zlorabi. Sodelovali smo tudi z zdravniki in z drugimi, ki sodelujejo na področju spletnih zlorab otrok. Potem maja, julija 2016 smo imeli internacionalno študijo Delfi in potem, ko smo te rezultate prejeli, smo jih predstavili policistom, tistim, ki delujejo na področju preprečevanja v Kopenhagnu. Želeli smo razumeti ključne izzive, da bi lahko učinkovito ocenili, obravnavali in preprečili spletno vedenje spolne zlorabe in izsiljevanja otrok. Prav tako smo hoteli narediti dobre prakse, primere in narediti pot za razširitev teh dobrih praks, ki jih lahko potem uporabite. To smo si ogledali tudi z perspektive, da posamezniki niso samo, da recimo storilec v skupnosti že dlje časa prisoten, recimo ta mladenič, ki ste ga videli na videu, je povedal, da od svojega 13. leta se je že mučil s tem. In ti posamezniki obstajajo zelo dolgo časa, dokler pridejo v stik, če sploh, z organi pregona. Morda so aktivni, morda ne, ampak ko pridejo v stik z organom pregona, jih ti preiskujejo, preganjajo, včasih dobijo terapevtsko obravnavo, včasih ne, včasih so pogojno zaprti. Torej, če govorimo o obravnavi in preventivi, moramo razmisliti o tem potovanju potencialnega kršitelja, zločinca. Zato smo si hoteli ogledati ta cikel in kje obstaja, se pravi, še manevrski prostor na tem območju preiskovanja in obravnave.
Vemo, da nekateri posamezniki nikoli ne delujejo, nikoli ne povzročijo kaznivega dejanja. In želeli smo raziskati, pod kakšnimi pogoji se dejansko to zgodi, da lahko oblikujemo boljše preprečevalne strategije. In to je bilo tudi del našega Delfi, naše študije leta 2016, Delfi. Potekala je od maja do julija 2016. Imeli smo vključenih veliko deležnikov, torej 21% iz organov pregona, 19% raziskovalcev, akademikov, 17% je bilo dejavnih v zdravljenju, terapijah, 17% je šlo za storitve na področju duševnega zdravja, 14% vladne organizacije, vladni organi in 12% je delovalo v nevladnih organizacijah in dobrodelnih organizacijah. In dobili smo odzive iz različnih držav, tukaj jih imate naštete od Avstralije do Združenih držav. Imeli smo skupino strokovnjakov, več kot 2000 strokovnjakov. Imeli smo mreže naših kolegov iz različnih področij. Rada bi se zahvalila Europolu za sodelovanje v tej študiji, da smo lahko uporabili njihovo platformo. Imeli smo tudi svoje mreže, recimo Derikovo, mojo mrežo, mrežo Zavoda za zaposlovanje in tako naprej. Imeli smo 3 kroge. Najprej v prvem krogu smo imeli 18 vprašanj, v drugem bolj detaljirana vprašanja, 20 vprašanj in zadnji krog smo imeli spletne intervjuje, kjer so se posamezniki pogovarjali z nami, strokovnjaki, in pogovarjali smo se o dobrih praksah na področju policije, terapij in tako naprej v njihovih državah. Iz tega svetovalnega kroga smo dosegli konsenz, da potrebujemo boljše mednarodno sodelovanje, več prijavnih točk, večje sodelovanje z organi pregona, zakonodajnimi deležniki. Potem preprečevanje distribucije posnetkov, zelo pomembno vlogo ima tudi preventivno izobraževanje od otroštva naprej, torej povedati, kaj so posnetki spolnih zlorab, izkoriščanja, pod kakšnimi pogoji potekajo, kaj je nezakonito, da je razširjanje takšnega materiala nezakonito. Razumevanje otrok, mladoletnikov, kje so meje pri spolnem vedenju, zlasti pri mladih. In to znanje, informacije je treba predajati otrokom od zgodnje starosti naprej, torej ne predpubertetniški otroci. Gre za to, da posnetki morajo biti, nekateri posnetki morajo biti zasebni. Če začnete z intervencijo od 13-letnega naprej, je prepozno. Vi potrebujete bolj zgodnjo intervencijo pri zgodnji starosti. Potencialne koristi javnega zdravstvenega modela, recimo pedofilija, je psihološka motnja. Moramo imeti nekakšen javni odziv na to motnjo. Seveda obstaja tudi nek politični interes, kako dostopiti do tega.
Politično nimamo veliko interesa do takšnih intervencij, kajti politiki nikoli ne bodo rekli, da je treba kaj narediti s pedofili, razen to, da jih zapremo v zapore. In seveda imamo pred sabo te izzive, kako oblikovati javne kampanje, ampak doživeli smo že nekaj dobrih kampanj tudi. Bolj podrobni izsledki pregledali bomo samo ključne izsledke in tudi primere dobrih praks iz različnih sektorjev. Kar se tiče policijske obravnave, pregona, imamo veliko izzivov, s katerimi se srečujejo organi pregona. Torej, prvo je preiskovanje. Omenila sem že, da spletni storilci so zelo pogosti in potrebujejo zelo intenzivno preiskovanje. Včasih lahko zgrešite en posnetek, ki ga še niste videli, in zgrešite tudi potencialno žrtev. Včasih je primerov tako veliko, da je učinkovitost zato slabša in morate sprejemati težke odločitve. Recimo, škotska policija ima težave z stopnjo samomorov. Gre za zločine povezane s spolno zlorabo in izsiljevanjem. Imeli so primere zločincev, ki so, preden so se pojavili na sodišču, kajti to je trajalo dlje časa, so si recimo vzeli življenje, pa tudi storilci, ki so bili veliko tveganje za otroke. V tem času je bilo veliko tveganje, da bodo ponavljali svoje zločine. Oni so povečali število zaposlenih, forenzikov, ki so se pospešeno ukvarjali. Spremenili so tudi forenzični postopek. In ko sem nazadnje govorila z njimi, že zadnji 2 leti niso beležili nobenega samomora. Prav tako pa obstajajo številne težke odločitve organov pregona, kar zadeva kateri posamezniki so tisti, ki so tveganje za otroke, kar zadeva recimo kontaktno zlorabo ali pa tisti storilci, ki so lahko povratniki. Naprimer, obstajajo številni primeri dobre prakse, ki smo jih prepoznali in skušali pomagati policiji pri sprejemanju teh odločitev. Pomagali smo jim z zunanjimi strokovnjaki, ki se spoznajo na tveganje na tem področju. Nekateri so recimo imeli svetovalce, ki so strokovnjaki na področju vedenja in ki so svetovali policistom, kdo so najbolj potencialni storilci, in so jim na ta način nudili podporo. Ali pa recimo, za kateri velja največje tveganje spletne zlorabe otrok. To so zelo težke odločitve za organe pregona, še zlasti na spletu, kajti imamo zelo omejen dostop do podatkov. Obstajale pa so tudi druge podpore, ki smo jim nudili organom pregona. Recimo, sama sem s kolegico sodelovala pri tem, da smo prepoznavali posameznike, za katere tvega, da bodo povratniki na področju širjenja posnetkov spolne zlorabe otrok.
Prav tako pa smo veliko časa namenili temu, v kakšnih okoliščinah je treba uporabiti preventivne strategije v policiji. Seveda sodeluje v številnih državah, v šolskih programih, v programih izobraževanja. Kot sem že povedala, tudi Toni ima nacionalni program prevencije, ki je zelo navdihujoče delo in ki je program mentorstva za mlade. Prav tako pa obstajajo recimo primeri iz Europola, ki jih sedaj ne moremo opisovati, ampak nekateri sami policisti pravijo, da morajo imeti drugačne kazalnike uspešnosti, da bodo tudi nadrejeni nekako vpleteni v ta problem prevencije. Še vedno tukaj ni dovolj podatkov, kako bi lahko policisti oziroma organi pregona sodelovali pri teh intervencijah. Kar zadeva zdravljenje in intervencije, vemo to, da nekateri prestopniki se ne odzivajo dobro na intervencijo, zanje torej takšni postopki niso primerni, recimo ne smeš jih postaviti v terapevtsko okolje, včasih je tako protiproduktivno, včasih pa programi takšnih intervencij niso primerni za takšne storilce. Prav tako pa obstaja še vedno ta problem, kako identificiramo tiste, za katere obstaja tveganje, da bodo dejansko zagrešili kaznivo dejanje. Prav tako pa smo se veliko ukvarjali z tem, kako imeti v javnosti programe odvračanja. Recimo, imeli smo takšne video, kot smo videli iz fundacije iz Združenega kraljestva, kot smo že prej si pogledali posnetek. Se pravi, imamo tudi terapevtsko podporo za tiste posameznike, ki sami sebe prepoznavajo kot tvegane, da bodo storili kaznivo dejanje in tako naprej. Prav tako smo govorili z drugimi svetovalci v naši skupini, recimo z Johnom Brownom, ki je direktor razvoja, se mi zdi, vodja strategije za organizacijo NSPCC v Združenem kraljestvu. Želeli smo videti, kakšna je njihova percepcija tega problema. In kar je pomembno, opraviti moramo še več dela na področju identificiranja storilcev, potem terapevtskih programov, potem dela z otroci, ki so žrtve. Gre za zelo kompleksne programe in nimamo dovolj podatkov, nimamo dovolj akademskega znanja na tem področju. Predvsem se moramo pogovarjati z otroci, videti moramo, kaj otroci počnejo in to velja za vse nas. V zadnjih 10 letih smo videli, da so otroci veliko bolj vpleteni v ta početja, saj sami proizvajajo slike in zato moramo vedeti veliko več o njihovih motivacijah, zakaj se tako vedejo, da bi razumeli izzive na tem področju. Včasih otroci preprosto nimajo možnosti, da bi spregovorili o teh težavah v šoli. In ta glas je bil odsoten tako v akademski literaturi, kot tudi v praktičnem odzivu na te težave. Poznam zelo malo ljudi, Andy je recimo eden od redkih, ki gre v šolo, ki govori o otrocih o teh težavah. Videli smo primere policijskih prijav, recimo imeli smo primer otroka, ki so ga prisilili, da je posnel svojo sliko o pedofilu. Gre za deklico in njena mama je to prijavila policiji in policist je rekel, da mama oziroma otrok tvega, da je s tem zagrešila kaznivo dejanje zaradi prijave. To je napačno. To je res samo en primer, ampak to nekako kaže na nerazumevanje tega, da so otroci, kadar jih prisilimo v takšno početje, jih ne smemo obravnavati kot storilce. Po mojem mnenju to nekako spominja na primere, ko imamo žrtve posilstev.
In problematično je to, da otroka nekako hočemo kriminalizirati, otroka, ki je žrtev. In to je nekakšno, in prevzamemo razmišljanje storilca, ki pravi, da je otrok kriv za zlorabo, ne pa storilec. Sedaj nimam časa, da bi spregovorila še o zahtevah in prihodnih izzivih. Rada pa bi povedala, da imamo zelo malo orodij za oceno tveganj, da ocenjujemo tveganje storilcev. Imamo eno orodje, ki ga uporabljamo za ljudi, ki so že bili storilci. Pogosto pa ljudje niso takšni, da bi že predhodno zagrešili nekakšne kršitve. In to je velika praznina na področju učinkovitega obvladovanja tega problema. In kar zadeva naslednje korake v naši delovni skupini, razvijamo nek dokument o konsenzu, ki je zbirka vseh odzivov, ki smo jih sprejeli v zadnjih 3-4 letih s pomočjo naših posvetovanj. In to bi nekako sestavili v nek akademski dokument, ki bo objavljen, in ko bomo nekako šli skozi ta pregled, bomo objavili javno verzijo tega poročila tudi z nasveti za ključne deležnike, ki se ukvarjajo z preventivno dejavnostjo. Prav tako sodelujemo v različnih raziskovalnih projektih z organi pregona, recimo z Europolom. Prav tako pa sodelujemo pri drugih pobudah, da bi poboljšali odziv policije na spolno zlorabo otrok. Trenutno pa sodelujemo tudi pri vzpostavitvi bolj formalne mreže, da bi nekako vzpostavili neko trajno platformo na področju strategij pri preprečevanju spolne zlorabe otrok. Tukaj bi pa rada še nekako spomnila na vse tiste, ki so nam pomagali pri naših delih, še zlasti Europol, ki je tudi tukaj danes z nami. Na koncu pa me je Toni prosil, da še nekaj povem, odkot smo prišli in kam gremo na takšnem področju kršitev. To je zelo težka stvar. Pred 15 leti, ko sem začela, sem gledala, sem si opazovala spletne skupine, nekakšne kvazi izobraževalne skupine, bilo je zelo malo izmenjav podatkov. In nikoli si nisem mogla predstavljati, kaj se bo zgodilo z prihodom pametnih telefonov, niti si nisem predstavljala tega, da bodo otroci sami vpleteni v proizvodnjo gradiva. Ampak kaj me je pa zares presenetilo pri napredku, je pa naslednje. Bila sem na neki konferenci z Andijem pred 2 tednoma. In tam je bila skupina kliničnih psihologov, psihiatrov, ki so imeli delavnico o družabnih omrežjih in govorili so o izzivih v terapiji in intervenciji, se pravi o ranljivosti otrok. Veliko ljudi je govorilo o tem, kako otroci, kako se sami poškodujejo, kako si dobijo informacije o tem, kako prikriti rane, ki si jih sami zadajo. Recimo, izmenjevali so si podatke tudi o tem, kako zmanjšati vnos kalorij v telo, se pravi zelo škodljive informacije za otroke. In hkrati smo opazili dokaze o tem, kako so bili videli smo podatke o storilcih, ki so imeli radi suha dekleta. In tako smo videli, da je nekakšna odsotnost varuhov otrok. In to mislim, da je tukaj to ključen izziv. In to je najtežji izziv, kako nekako vzpostaviti varuštvo otrok, kako naj terapevti zares razumejo, kaj otroci preživljajo.
In enako velja za starše, enako velja za organe pregona, za izobraževalne organe, ki se ukvarjajo z sextingom, kako vzpostaviti nekakšen sistem varuštva in to je poseben izziv na tem področju. In še nekaj bi dodala. Kar je bilo zame presenetljivo, so bile meje, oziroma to, da so meje med storilci in meje med otroci vse bolj zabrisane. Naprimer, ko sem se pogovarjala z kolegom, ki želi razumeti vlogo interneta pri novačanju otrok v prometu z drogami in govoril mi je o primerih, ki jih je spoznal skozi svoja posvetovanja. Kar je zanimivo, je to, da je govoril o značilnostih spolnega izseljevanja. Deklica spozna nekoga, pošlje svoje slike preko spleta in prisilijo jo, izsiljujejo in tako naprej. In ta posameznik pa je te slike uporabljal kot grožnjo in je rekel, če ne boš sodelovala v prometu z drogami, bom te slike poslal vsem ljudem. In mislim, da je to zelo ključno, ne govorimo zgolj o spolni zlorabi, ampak tudi o prepletanju z drugimi področji kriminalitete. In zato je pomembno, da bi imeli nekakšen sistem varuštva in to je skupno vsem nam, ki želimo nekako zaščititi otroke in zavestiti javnost. Za konec bi se rada zahvalila vsem tukaj in še zlasti gostiteljem in sponzorjem, ki so me danes tukaj pripeljali. Hvala.